Zadnji smo ugotovili, sem jaz tukaj tako kot filmska predstava. Gledališka predstava. Za zabavo. Vse življenje je igra, ne? Vsi smo igralci. Ja, smo vsi igralci. Ja, tudi če rečem, da smo vsi igralci, gre še kaj takrat. Če ste gledali film The Lobster. Ali kdo gledal? Neko igral Metropolo šele 14. Aha, no, ko ga boste gledali, se boste spomnili, da je treba še dati komentar. Seveda ni tako preprosto. Če bi bilo življenje igra, tako kot fuzbal, kjer imajo vsi enako začetne pozicije, razdelijo se v tabore in igrajo, se držijo pravil in so sodniki, ki sključijo vsakega, ki golfa. Super, teraj. Življenje tudi slučajno ni igra. Tudi približno. Mnogo bliže je temu, kar boste videli v filmu The Lobster. Poglejte si ga. Resnično to mislim. Jastok. In zelo hitro boste ugotovili, da se sicer poskuša ustvariti vtis, da je življenje igra, ampak sam film nam od samega začetka govori, da ni. Da so nekateri izgubljeni že vnaprej. To ni igra. Ne mora biti igra, če nekdo je že vnaprej izgubljen. Oziroma, ne mora biti igra, če nekdo sploh ni v položaju, da igra, da sploh začne igrati. A veste, to so resne zadeve. Polovica svetovnega prebivalstva nima v roki nobenega premoženja. Oni sploh niso v položaju, da igrajo. Oni nima nobenega položaja. Pomislite na to, ko vam bodo spet razlagali, koliko ljudi ima v roki, ne vem, koliko premoženja in koliko ljudi ga ima malo. Polovica prebivalstva sveta ga nima nič. Kako igrate brez premoženja? Lepo vas prosim, ne morete. Se sme komentirati tako, ker nisem nekredni gost, ne vem. Očitno sem že komentiral, ampak se smem nadaljevati. Komentar na to, da življenje ni igra. Življenje, jaz bi rekel, življenje ni igra, kolikor niso, ker življenje niso znana pravila igre. Zato življenje igra. Če pa imamo mi množice, milijone, milijarde ljudi, ki nimajo premoženja, pa še vse igro nekoga. Tudi kmeti na šahovnici ne igrajo svoje igre, igrajo pač po pravilih nekoga, kralja, kralj pa pač recimo kralja. Kralj pa je abstrakcija oziroma konkretizacija igralca. Se pravi, lahko smo igralci, ampak se ne zavedamo naše vloge igralstva. To še ne pomeni, da ne igramo nekogačne igre. Mogoče ne igramo svoje igre, kot nekogačne igre igramo. Čigavo. V tem smislu življenje je igra. Življenje je treba resno vzeti, to ne rečemo. To je drug postulat, kot življenje ni igra. Prav. Pa drug komentar, če smem. Ja. Čist na začetku sem se hotel oglasiti glede, da vas imamo, glede to, da sem tudi jaz gledalec tukaj v tem primeru kot gledališče. Gledališče lahko zelo resno, danes ni, ampak recimo v Stanislavskem je lahko umetnost. Če pa življenje igra v smislu umetnosti, se pa strinjam, pa je življenje igra. S tem sicer nismo več pojasnili. Definicije smo odprli. Mislim, definirali smo. Treba še izčistiti zadevo. Ja, dobro, ok. Da določili meni. Jaz se tega najbolj bojim, jaz se bojim definicij.
te definicije. Ljudje imajo radi definicije. Dajmo nekaj definirati, dajmo nekaj določiti. Meni to ne gre skupaj z življenjem, življenje ni določljivo. Življenje se ne da definirati. In seveda zdaj, meni vsem, če rečete, ja, življenje tako, kot je zdaj tukaj v tem trenutku, empirično, kapitalistično življenje. Prav, do določene mere se strinjam. Tak življenje je nekaj drugega, mnogo več. Življenje je neskončno. Življenje lahko mislimo tudi onkraj tega. Tako da ja, lahko rečem določeno. Ne, že redo, igramo, igrajo z nami, igramo sami. Ok, o tem je bilo veliko povedano, o tem je ogromno povedano. Ogromno. Mišel Foucault se življenje ukvarja, recimo, s tem. Prav. Ja. Ok, no, ampak mene zanima nekaj drugega. Mene zanima nekaj drugega. In danes bi rad govoril o ne o kakšni definiciji, ampak zastavil si bom nekaj vprašanj. Zastavil si bom vsaj 2 vprašanja. Ali pa 3. Zastavil bom 3 dobra vprašanja. Ne zato, da bi na koncu odgovoril, ker to ni moj namen. Tudi sicer ni namen filozofije, da dajo odgovore na vprašanje. Odgovore na vprašanje daje v šoli, učenci, učitelji. 3 vprašanja, ki so logično nadaljevanje tega, o čemer smo govorili. Govorili smo o naravi subjekta, oziroma govorili smo o potrebi po teoriji subjekta. Teorija subjekta ni nastala zato, ker si je nekdo izmislil, ker mu je bil dolg čas, ampak je nastala zato, ker je bila nujno potrebna. Tako kot Einsteinova teorija ni nastala zato, ker Einstein ni imel kaj početi. Teorija relativnosti je nastala zato, ker je bila nujna, potrebna. In ljudje se tega vse premalo zavedajo, ker pogosto mislijo, da je humanistika nakladanje filozofov in pač humanističnih mislecev. Ni res. Humanistična misel je natanko tako stroga kot, naprimer, kvantna mehanika. Ali pa zaradi mene kemija, ali pa Einsteinova teorija relativnosti. Natanko tako. In je tudi natanko tako nujna. Nihče si ničesar ne izmisli, če mislimo vsaj na avtorje, ki so res produktivni, ki so proizvedli dobre teorije. Seveda obstaja tudi celo vrsta bleferjev in ljudi, ki ustvarjajo vtis, da kaj proizvedejo, pa ne proizvedejo nič. Ampak da ne v tem misli, da je to fizike drugače, ali pa matematiki. Nič ne drugače. Čeprav vse ustvarja vtis, kot da je. Kot da je recimo in to otroke učijo že od malega, kot da je matematika silno natančna zadeva in blazno potrebna za življenje in zelo pomembna in ne, se morajo otroci. Ampak praviloma se otroci matematike bojijo. Praviloma. Za mnogo otrok je matematika čista nočna mora. Mora biti nekaj narobe. Poudarjen, kako silno je pomembna in v načinu, kako jo preizkutijo večini otrok. Da ne govorimo kasneje odraslim ljudem. Veste, govorim o nečem, kar so eksperimentalno preverjali psihologi pred leti in prišli do zelo zanimivih izsledkov, zelo zanimivih. In sicer so dali skupini dijakov in skupini študentov
postavili se v bistvu v problemske situacije, in sicer v take problemske situacije, v kateri še nikoli niso bili. Postavili so jih pred nove informacije, pred nove podatke, pred nove dejstva, s katerimi se še nikoli niso srečali. In njihova naloga je zelo preprosta. Naredite nekaj s temi podatki, s temi dejstvi. Naredite nekaj. Pred seboj imate problemsko situacijo, imate podatke, imate dejstva, mi vas bomo pa opazovali. Psihologi imajo pač to pozicijo, da opazujejo ljudi, kako se obnašajo. Fajn. Potem so pa naredili še enako z eksperimentalno skupino, in sicer z ljudmi, ki pa niso imeli niti srednje šole, kaj šele fakultete. In se postavili pred enake problemske situacije. In jim dali enaka naloga. Naredite nekaj s tem, mi vas bomo pa opazovali. Kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je velikokrat, ne vedno, velikokrat skupina, ki je sicer bila šolana v teh problemskih situacijah, dala enake izsledke oziroma enake odgovore, pogosto napačne, neustrezne, kot skupina, ki ni bila šolana. In to je statistično pomembno. Kar daje misliti, in sicer, da je v določenih problemskih situacijah čisto vseeno, a so ljudje šolani ali pa niso. Nekaj takega so ponudili v Sloveniji. Pred nekaj let. Med drugim je bilo tudi vprašanje na fakulteti, študentom. Je bilo tole vprašanje. Bilo veliko vprašanje. Eno je bilo tole. Zakaj je v zimi na severni polobli, to je zdajle pri nas, bolj hladno, kot je na istem področju poleti? Zakaj je poleti bolj toplo, po zimi pa bolj hladno na severni polobli? Prevladujoči odgovor je bil, ker je po zimi Zemlja bližje Soncu kot poleti. Pač po analogiji, bližje, ko si peči, bolj je toplo. Dlje, ko si odpeči, bolj je hladno. Kar se je niti približno ni res. Študenti na fakulteti, ne izobraženi ljudje, ki bi dali morda podoben odgovor. To potrjuje tisto raziskave, ki so delali Američani. Izsledki so zanimivi, vsekakor, vsaj zanimivi, če niso osupljivi, ker nam med drugim dajo misliti, koliko se mladi ljudje v šolah dejansko naučijo misliti, koliko so pa zgolj napifljani z raznimi definicijami, podatki in dejstvi in informacijami, ne vem še če. Ki jih itak pozabijo, ker drugače mora biti, ker točno vemo, kot psihologi, kakšne je krivulje retencije. Točno vemo, kakšne je krivulje retencije in vemo, da čez nekaj mesecev, da ne govorimo čez nekaj let, od tega naučenega ostane bolj malo. Zato, ker je način, kako se mladina uči, v glavnem popolnoma zgrešen. Popolnoma zgrešen, zato ker v glavnem spet temelji na učenju na pamet. Učenje na pamet pa pravzaprav sploh ni učenje. Definicija učenja, že nekaj drugega. Učenje na pamet je zgolj treniranje dolgoročnega spomina. To ni učenje. Torej, teorija subjekta nastane zato, ker je preprosto bila potrebna. Če smo hoteli pojasniti nekatere načine človekovega vedenja, ki jih nismo mogli pojasniti z koncepti, ki so obstajali do takrat. Govorimo o obdobju tam nekje sredi 50 let prejšnjega stoletja. Nimamo ustreznih teoretskih orodij,
da bi pojasnili nekatere oblike človekovega vedenja. Tako kot fiziki na začetku 20. stoletja niso znali pojasniti vedenja elektronov in strukture atomov in tako naprej, ker pač niso imeli ustrezne teorije. Se bomo šli razviti. Enako je torej v filozofiji oziroma v humanistiki širše. In mi smo se ukvarjali, pogledali smo si nekaj osnovnih koordinat teorije subjekta, več kot to seveda niti ne, zato ker dvomim, da se bo kdo od vas v življenju ukvarjal s teorijo subjekta. Če se pa bo, se bo pa itak še pozanimal in bo moral prebrati veliko knjig, da bo res, recimo, lahko rekel, da še kar obvlada, na primer, teoretske koncepte, ki jih je proizvela teorija subjekta. No, ampak, prosim, ja. Če smem, to, kar ste prej govorili o tej šoli, pač podal sem zaključek, da šola ni učinkovita oziroma ne uči, pač trenira memoriranje dolgoročnega spomina. Se pravi, pa ste preskočili dobesedno odseka na teorijo subjekta. Jaz sem to nujno povezal med seboj, ne? Se pravi, kaj, pa potegnil svoj sklep pred tistim, kar ste prej povedali, pa mi povedete, če to ustrezno, da sem sklenil. Učenje je osvajanje vedno, mislim, novih situacij, še boljše, ne? Še boljše pa je, če bi imeli nek X, ki bi nam omogočil, da se znajdemo mi z nekimi orodji v novih situacijah, ko vzniknejo. Se pravi, da imamo neke, ne vem, bom rekel, elemente, pravila igre, če se na zgodnji osredotočim, v kateri so nek način, ki jih moramo na nov način, se pravi, skonstruirati, povezati med seboj, da se mi znajdemo v tej novo nastali situaciji. Zdaj, ker danes imamo kaos tam v svetu, divji zahod, če hočemo tako reči na nek način, internet pa te zadeve, nova kultura udira, če smem biti peorativen. Kup problemov, ne samo za našo generacijo, tudi za naše otroke pa vnuke, če hočemo tako. Ja, je teorija subjekta odgovor na to? Ali bi lahko, je to ta X. Mene zelo zabava na trenutke, čeprav je vsi to nekaj, kar je žalostno. Na trenutke me zabava. Nekaj, kar je lahko spet eno izhodišče za razmišljanje o vašem vprašanju, o vašem razmisleku. Kaj me zabava? Vzemite katerokoli problemsko situacijo. Katerokoli, ne vse en katero. Definirajte neko problemsko situacijo. In postavite v krog, na primer, 15 ljudi. Ali pa zaradi mene 20. Spet, ni važno katere ljudi, izberite jih po naključju. In jih, na primer, pozovite, naj se med seboj začnejo pogovarjati o tej problemski situaciji. In jih opazujte. Vi jih opazujte jih 5 minut, opazujte jih 10 minut, ni treba več. Kaj se bo skoraj zagotovo zgodilo znotraj 10 minut? Znotraj 10 minut boste ugotovili, da se ljudje pogovarjati sploh ne znajo. Znotraj 10 minut boste ugotovili, da se ali prepirajo, kar ni isto kot pogovarjanje, da ali kričijo drug na drugega, ali pa še raje drug čez drugega, da se v glavnem absolutno ne poslušajo, kaj šele, da bi se navezovali drug na drugega v smislu, aha,
tole si zanimivo povedal, aha, vaše vprašanje zna biti zanimivo, jaz bi dodal tole, kaj ti misliš in tako dalje. Takih eksperimentov ne vem. Kakor hočete, rezultati so vedno enaki. Kaj ugotovite? Kaj so, na primer, psihologi ugotovili že zdavno? Ugotovili so, da so ljudje v glavnem tako polni refleksov, ki so jih osvojili v svojem življenju, da so tako egocentrični, da vidijo zgolj svoje interese, kot se reče, svoje potrebe, svoje želje, svoje ideje, svoje mnenje, svoje prepričanje in tako naprej, da se kratko malo niso zmožni med seboj pogovarjati. Zato je, na primer, ne vem, koliko to veste, v tej državi, v tem času, v teku en projekt, da bi odprli prostore, ki se imenujejo pogovorjevalnice, kjer se učijo, ljudje se učijo pogovarjati, ker se ne znajo. Ali ima to kakšno zvezo s tem, kar ste vi rekli? Seveda jo ima. Seveda jo ima. Kajti učenje, se strinjam v veliki meri s tem, kar ste rekli, učenje ni skladiščenje podatkov, podatki, informacije in tako naprej so zgolj potrebni elementi za učenje. Podatke imamo zato v glavnem na nosilcih. Tukaj je cel kup nosilcev podatkov. Naši možgani niso narejeni zato, da bi bili nosilci podatkov. Preprosto niso. Ampak, na primer, šola še vedno vztraja, ker je pač iz druge polovice 18. stoletja, da je, ne vem, da so možgani učencev skladišče za podatke. Pa niso. Preberite eno samo evolucijsko knjigo, paleoantropološko knjigo, o razvoju človekovih možganov. In se prepričajte, človekovi možgani nikoli niso bili mišljeni kot posoda za informacije. Nikoli. Potem pride Marija Terezija, recimo, in reče, možgani so za skladišče za podatke. Dajmo skladiščiti podatke. Že danes jih skladiščimo. Podatkov ne skladiščimo v možganih, podatke skladiščimo na nosilcih. Tukaj so. Če se jaz hočem učiti, se spravim na neko področje, recimo knjižnico, in poiščem informacije, ki jih potrebujem. Moji možgani so preveč dragoceni, da bi vanje skladiščil podatke. Podatki so tukaj gor. Moji možgani so nekaj drugega. Moji možgani so algoritmi, s katerimi jaz znam manipulirati z informacijami, oziroma se učiti. To pa čisto nekaj drugega. In šola v glavnem, nekje to šola v glavnem, nisem rekel nikoli, sem v glavnem, mladeži ne nauči uporabljati algoritmov, beri možganov. Z algoritmi obdelujemo problemske situacije. Zlasti pa delamo nekaj, ker naši možgani delajo nenehno, pa se zdi, da na primer šolniki o tem še vedno ničesar ne vedo. Ali pa nočejo vedeti. Kaj naši možgani nenehno delajo in kaj je običajna prevladujoča praksa v šoli? To, kar delajo naši možgani, je z običajnimi šolskimi praksami bolj v nasprotju, sploh ne more biti. Je tako v nasprotju, da bolj sploh biti ne more. Na kaj mislim? Mislim na to, da so naši možgani izjemno racionalni v svojem delovanju, kar pomeni, da selekcionirajo ogromne količine podatkov, ki jih mi nenehno z lopato nosimo v možgane. Dejansko bi se človek vprašal, kaj je z nami narobe. Možgani nam nenehno pravijo, nehi me zasipavati s podatki, ker
tudi če boš to naredil, jih bomo itak zbrisali. Ne, če se zanč o tem omenil, če se gledal film risanko Inside Out. Inside Out, risanka. Ste gledali? Ja. Ste. No, potem tam lepo vidite, ko prije ekipa s sesalcem in en je glavni, ne, ko prije spomin, da mi je prikazal, dobro prikazal, so razmerno, dobro. Kaj je spomin? Serija polic, kjer so tiste krogle, ne, in prije, ne, Capo di Banda, ne, to se po noči dogaja, to naši možgani po noč delajo in res delajo, in reče, briši, in prije sesalcem in pobriše, posesa. To naši možgani vsako noč delajo na veliko. A zjutraj mi spet dajmo zasud podatke. Kaj je z nami narobe? Ne, kaj je z našo šolo narobe? Zakaj ne prisluhnemo? Dobro, saj sodobne šole se nekatere se še kar trudijo. Zdaj smo mi zdaj cel kup predavanj v naslednjih 2 mesecih na to temo, ker nekateri so že to pogruntali. Mogoče bi bilo dobro upoštevati neuroznanstveno spoznanje, kako naši možgani delujejo. To bi bilo zelo dobro. Podobno kot je zelo dobro, če hočete, ne vem, preteči 100 metrov, da je dobro vedeti, kako vaše mišice to počnejo, pa kako jih natrenirati, da boste pač teh 100 metrov pretekli, recimo, čim hitreje. To vsak trener ve. Ko pa pridemo v šolo, pa naenkrat o tem ne vemo nič. Dajmo vsakih 45 minut, kolikor se da novih informacij. 5 minut odmor, pa še ene novi, iz drugega področja, ker nima bene veze s tem prvim. Pa še 3. ura, pa 4., pa 5., pa 6., pa 7. Popejte pa domov, ne, rečejo, popejte pa domov, pa še več čistega. Domača naloga. Ne? To je čista norost, to je madness. Če vprašate naše možgane, ampak ni tako jih noben vpraša. In potem govorijo o učenju. Ne, učenje je raba algoritmov v problemskih situacijah. Zlasti v novih problemskih situacijah. Tam najbolj pride do izraza. Naši možgani imajo radi nove problemske situacije. Naši možgani hrepenijo po novih problemskih situacijah. Kaj se pa v šoli dogaja? Kalajna. Eno in isto. Dajmo narediti eno matematično nalogo, pa naredimo še 95 variant iste. Treniramo ne vem, katere kognitivne funkcije. Večina ljudi sploh ne ve, katere kognitivne funkcije ima. To pravzaprav nima nobene resne zveze z učenjem. Učenje je izpostavljanje človeka. To, kar je počela evolucija. Evolucija naše prednike nekaj milijonov let izpostavljala čemu? Ja, novim problemskim situacijam. V smislu, reši problem ali pa umri. To je evolucija. Nothing personal. Če ne boš rešil problemske situacije, ti bojo pač pojedli, naprimer levi. Ali pa te zbrcale, ne vem, hijene, ali žirafe, kaj, po vodni konji, se vse kdo. Ampak naši predniki so bili uspešni. Rešili so dovolj problemskih situacij, da smo mi zdaj tukaj. Če ne bi rešili, obviously, da se ne bi bilo. Če bi prisluhnili torej evoluciji, če bi prisluhnili neuroznanosti, bi naša šola izgledala bistveno drugače. Potem bi pa lahko govorili tudi o učenju. In potem bi se pa lahko vprašali, ali ima teorija subjekta kaj s tem. Seveda ima. V kakšnem smislu ima? V tem, kar smo govorili, obstajajo imaginarne razsežnosti našega vsakdanjega življenja. Kaj so po domače imaginarne razsežnosti vsakdanjega življenja? Imaginarne razsežnosti so tiste, ki se iz dneva v dan rutinsko ponavljajo. Ne? To je dovolj dobra definicija, če že kdo hoče, našega vsakdanjega imaginarnega življenja. Mi težimo k varnosti, k rutinam in določene stvari vsak dan ponavljamo. Zjutraj vstajamo, gremo v kopalnico, zamijemo zobe, gremo v šolo, gremo v službo, popoldne domov, gremo v nas, se najemo, zvečer nekaj gledamo in gremo spat. Cel kup stvari rutinsko ponavljamo. Fajn! Super! Problem nastane v tistem trenutku, ko je teh rutin, naprimer, ne se navezuje na to, kar ste rekli,
ko je teh rutin gigantsko veliko. Ne vem, če ste kdaj razmišljali o tem, veste, če bi pomislili, če bi pogledali se, če bi imeli pogled v to, kako je živel pred 500 leti renesančni človek, slehernik, navaden človek v Ferencah. Pa bi primerjali slehernika danes iz Celja. In bi videli, da današnji slehernik iz Celja živi kot brzolak v primerjavi z renesančnim človekom, ne iz enim iz kamene dobe, z renesančnim človekom. Ampak, če mačkam zaostrim zadevo, sklicujoč se na raziskave, kdo je bil bolj nevrotičen, pa kdo je bil bolj živčen, pa kdo je potreboval več anksiolitikov, pa antidepresiv, pa ne vem katerih jajc. Tale iz leta 2016 ali iz leta 1500, recimo iz Firenc. Mislim, da je odgovor na dlani, da ni treba kaj prav dovolj mudrovati. In ko postane življenje nasičeno z imaginariji, ki jih ljudje dnevno doživljajo kot imperativ, kaj vse je treba narediti, pa postane teorija subjekta nenadoma izjemno pomembna. Zakaj? Zato, ker je, in zdaj se navezujem na ta začetno vprašanje, o katerih sem rekel, da bomo danes razmišljal, ker je prvo vprašanje povezano s teorijo subjekta, z praksami vsakdanjega življenja, z imaginariji, s principi učenja, prvo vprašanje je tole. A to je resno vprašanje. To je zelo resno vprašanje. Resnično to mislim, boste takoj videli. Koliko stresa si sploh lahko v življenju privoščam, preden me bo kap? Ali pa bojo odpovedala jedra, ali pa kakšni drugi notranji organi pankreasa, ali pa bom dobil diabetes. To je dobro vprašanje, ekstremno dobro vprašanje. In mnogi ljudje se ga zavedajo, zato pol... Ampak kaj počnejo mnogi? Spet, ne vsi, ne bom rekel, da vsi. Mnogi. Kaj počnejo? K obstoječim praksam dodajajo še več praks, kot so yoga, meditacija, zen budizem, prakse, samoregulacija stresa in tako dalje in tako dalje. In kakšni so učinki? V glavnem jih ni. Ker temeljno vprašanje sodobnega subjekta, sodobnega človeka je, kaj misliš v svojem življenju, ne dodati, da bo še več, ampak odvzeti. Katerih imaginarnih praks pravzaprav sploh ne potrebuješ. Ker te samo spravljajo v živce, povzročajo stres in nikamor ne priješ. Ker samo vrtiš eno in isto iz dneva v dan. Ali pa različice istega, kar je čisto drugače. To je prvo in temeljno vprašanje. Vsaka dobra teorija učenja nam pove, da je subjekt ali osebek, ali zaradi mene lahko tudi žival, a veste, zaradi mene lahko tudi bakterija. Zaradi mene lahko tudi bakterija. To so zanimive, osupljive zadeve, če veste, če kaj spremljate v zadnjem času, ko na veliko bijajo plat zvona, ker so vedno bolj rezistentne. Bakterije so vedno bolj rezistentne na tele tablete, so vse enkrat Antibiotike. Ja, antibiotike, vedno bolj. Zakaj? Ker so se na nek poseben način naučile prek mutacij. Bakterije hitreje mutirajo, kot mi ustvarjamo nove antibiotike. Imate čez nekaj generacij nove soje bakterij, ki so preprosto imune pred antibiotiki. Ampak tudi to je učenje. Bakterije seveda tega ne počnejo zavestno in tako naprej. To počne evolucija sama. Proizvaja mutacije. Kaj pa so mutacije? Ja, spremembe. So spremembe. Živ organizem se v tem primeru prek mutacij brani pred napadalci in je zelo uspešen. Bakterije so zelo uspešne. Da ne govorimo o virusih. Mi še zdaj ne vemo, kako ustaviti virus HIV, pa ga 35 let že preučujemo. Ne vemo.
Znamo okrog jeti, pa ja, pa uno vse, pa ne vem, prekiniti nekatere proteinske fotitve, mi ne vemo, kako hudiča ustaviti. Virus, ki pravzaprav najbrž niti ni živo bitje. Pojma nimamo. In mi bomo se šopirili, koliko smo se naučili in koliko se učili. Sej ni res. Sej ni res. Kot sem prej rekel, pogledajte katerokoli problemsko situacijo. 2 dni nazaj ste mogoče na televiziji slišali, kakšni so presežki nafte na trgih. Vsak dan je približno 100 do 200 tisoč ton nafte več na trgih, kot je potrebujemo. Prosim, količina porabljene nafte raste eksponencialno. Če veste, kaj je eksponencialna funkcija. Raste eksponencialno. In to v času, par tednov nazaj, ko je cel svet norel od veselja, sprejeli smo sklepni dokument na pariški konferenci, zdaj bo pa vse čisto drugače. Že danes porabimo bistveno več nafte kot prejšnji teden. Ampak deklaracijo smo pa sprejeli. Če spremljate podatke, jaz jih. Ravno danes, recimo sem te zadnji Arctic News pogledal, po zadnjih podatkih, jaz imam tega grafa tukaj, ampak če bi ga nazorno poskušal predstaviti, bi tole rekel. Recimo količino CO2 ali pa metana v zraku. Vzemite skalo, recimo 5 milijonov let. Recimo metan. A veste, kako gre metan, količina metana? 5 milijonov let, prej nazaj, tle smo pa zdaj, present time. Ok? Krivulja gre približno takole. Gor, dol. Present time, tuf. Gre pa takole gor. Tako da zmanjka, sej sta ena gora gledali, zmanjka, pa moram na dvigalo stopiti, ker gre krivulja tja gor. Enako je s CO2-jem. Podatki. Vse nekatere podatki se tudi zapomnim, čeprav jih imamo na netu. Jaz pač na netu grem pogledat, ko jih rabim. Ker imamo spomin, pa si kakšno stvar tudi zapomnimo, končni fakt, si prav. Količina samo v zadnjem mesecu se je količina CO2-ja, toplogrednega plina, v zraku povečala bolj kot kadarkoli v nam znanih letih, ko so pač merili CO2 v zraku. V zadnjem mesecu, se pravi, glej ga zlomka, ravno potem, ko smo sprejeli deklaracijo, do zdaj bo pač čisto drugače. Gre krivulja bolj gor, kot je šla kadarkoli prej. Okay? Toliko učenju. Sam še to. In kaj ima zvezi s tem teorija subjekta? To sem rekel. Subjekt je tista v človeku, je tista kapaciteta v človeku, ki zmore narediti nekaj, kar je dejansko osupljivo, tudi z vidika človekove evolucije. Človek je edino bitje, ki zmore narediti nekaj, česar ne zmore narediti nobena žival, nobeno drugo bitje, nobena rastlina, nič živega, vsaj v nam znanem vesolju. Kaj zmore narediti? Zmore vzpostaviti distanco do lastne realnosti. Mi imamo kognitivne kapacitete, da smo v realnosti in imamo hkrati distanco do realnosti. In to je pa temeljni pogoj za učenje, ker šele distanca do realnosti nam pomaga do vpogleda v realnost. Saj veste, če je realnost preblizu, če je ena slika preblizu, jo preprosto ne vidite, ker vidite samo en detajl. O tem sem pa že malo prej govoril. Koliko je zmožnih ljudi na tem svetu, da vidijo, kot se reče v pregovoru, razen tisto, kar je pred njihovim nosom, sorazmerno malo, ker je treba vzpostaviti distanco. Ampak kaj pa distanca pomeni tudi med drugim? Danes v tem svetu je to še zlasti pomembno. Kaj pomeni distanca? Distanca pomeni tudi to, in tukaj pride do izraza, veste, človekove kognitivne kapacitete ali pa njegova inteligenca, če hočete, da distanca pomeni tudi to, da človek na določene stvari, na določene rutine, na določene imaginarije kratko malo ne pristaja več. Kot se reče, ker jih je spregledal. Tako kot ljudi reče v sedanjem življenju.
Prej smo govorili o igri. Spregledal sem, kakšna je ta igra, jaz se ne grem več. To je zmožnost subjekta. Ne pa imaginarnega jaza. Imaginarni jaz je pa tista zmožnost človeškega bitja, da je še bolj potopljen v realnost, kot je že bil. Prosim. A si hotel nekaj reči? Ja, sem hotel, ja. Zdaj sem imel spet nove podatke za zdaj. V bistvu to, ko ste omenili, pač celo zgodovino je šlo ta figura metala tako, pa je šla v nebo, na kar gre po zadnjem mesecu, pa po zadnji sprejeti deklaraciji še bolj v nebo, skratka se še bolj povečuje, še bolj eksponentno, kaj rečem. Nujno se moram navezati na tiste začetne besede oziroma za uvod predavanja, ko sem ugotavljal, da je pač nekdo, ki igra igro, ampak mi se te igre ne zavedamo. Tukaj pride ta teorija subjekta ali pa subjekt, ko se šele vzpostavi, se pravi, ki se vzpostavi ta z distanco do samega sebe, postane subjekt še predmet. Prije v igro to, da se igralec, pač da se subjekt zaveda v nekogašnji igri, igra nekogašnjo igro. In šele takrat lahko reče, ne grem se tega več. Kar vsi pravzaprav nekako čutimo, mislim, kot recimo bom rekel zdaj državljani nekih republika, ampak vsemi pa smrdi potem, kar pač celoten ta diskurs, celoten ta polje diskurza, ker pač to, kar tukaj izvajate vi, ni osamljeno v vas kot izvajalcu, ampak to se dogaja, pač če se črta neka potegne neka ločnica, da gre vse v smer izstopa iz igre. Izstop, mislim, ampak ljudje se svojimi telesi še kar udeležujejo predstav. Vse rečejo, ne grem se te igre. Vse rečejo to. Spregledali smo to igro, ampak hkrati, zdaj razmišljam, ampak hkrati so pa telesi še kar tam, kar dokazuje, izpostavljate se teles pa pravzaprav, mislim, pa pravi, ja, grejo vse igre. Mislim, oni govorijo ustno nekaj, eno govorijo, drugo pa delajo. Pa pustimo zdaj, kaj mislijo, zato, ker kot pa vi ugotavljate, misliti ne znajo. Tukaj prihaja do neke diskrepance, da ne rečem, do nekega razdora, do neke, do nekega razkoraka. Zdaj, to misliti, mislim, ne sam misliti, zmoč misliti, ampak zmoč misliti na način, da so misli povezane s telesom. Ne sam, aha, to je res, zdaj pa jutri jo bo nano svoje življenje, pa čez noč flaš in pol, ti se zastavce, ko ste ga omenili, pa gremo spet v rutino, spet v gledališče, spet gledati to isto. To hočem, se pravi, če potegnem neko črto svojemu temu komentarju. Mislim, dobro, čisto preprosto. Dobro, prevzeli smo, spregledali smo igro, igra se dvaja, pa dolgočasno, eno isto. Rekli smo, se pravi, neko izjavo smo podali, dost imamo, šli smo domov, zdaj pa, kak naslednjo jutro, ko se zbudimo, ko prespimo, zadevo, se ne iti te igre. Kak začeti s tem dost imamo? Kak začeti to uveljavljati dost imamo? Ker imamo vsi dost, samo ne znamo tega reči, pa ko rečemo, ne vemo, časa imamo dost. To je klasično vprašanje, in jaz bi najprej ponudil eno izvrstno filmsko usporednico, res izvrstno. Če boste ta film gledali,
in vam ga zelo priporočam, ampak res zelo. To je film z naslovom 45 let. 45 years. Kaj se tam zgodi? Spremljamo par, ki se pripravlja, zato tudi tak naslov, na praznovanje 45. obletnice poroke. Torej, je pasta že v letih, živita sama v svoji hiši. Čist solidno življenje. Preprosto, solidno, lepo, umirjeno, harmonično, kar hočete. Življenje. Ok. To, kar zdaj hočem povedati, je en strukturni element, za katerega verjamem, da prispeva k odgovoru na vaše vprašanje. Nek strukturni element hočem izluščati. Kateri je? Mož nekega dne dobi pismo. Sprav, v to mirno, skoraj bi rekel rutinsko vsakdanje življenje, pač dveh upokojencev, dejansko je to mirno vsakdanje rutinsko življenje. Nič pretresljivega se njima ne dogaja, v službo ne rabite več hoditi, penzije imata, hišico imata, psa imata, polje imata, travnik imata, skratka, vse je fajn. V to idilo dobesedno udre nekega dne pismo. Preprosto poštar prinese pismo. To pismo je napisano v nemščini. In mož prebere pismo. In v tem pismu je neka informacija, neka nova informacija za to idilično življenje, čeprav vsaj za njega ni čisto nova. V tem pismu namreč sporočajo, da so nekje v Alpah našli truplo neke osebe. In ta mož, ko to bere, takoj ve, katere osebe. On ve, katere osebe. To je bilo njegovo dekle izpred pol stoletja. In enkrat sta šla v gore in se je zgodila nesreča in ona je umrla in potem verjetno je sneg ali plas, bla bla bla, in potem zdaj se je utoplilo, climate change, skratka to truplo so odkrili. In mu sporočajo v pismu, da so pač odkrili. On, mož, pove ženi, da je pač prišel to pismo z to novico in seveda, da bi se on odpravil tja, v Švicar, ki je že bil v Alpah, in mogoče prišla ona z njim, ali pa tudi ne, in tako naprej, in tako naprej. Tukaj se moramo ustaviti. Zgodi se torej nekaj, kar vsaj zlasti njega, njo manj, vrne v preteklost. Ali pa rečemo po domače, obudi se nek spomin. Dejansko se. Ko rečem to, če zdaj na stranski tir preskočim, če gledate serijo, ki se dogaja nekje približno 100 let nazaj, izjemno angleško serijo, Peaky Blinders. Nič kdo to gleda, to serijo. No, če bi gledali to serijo, bi med drugim ugotovili, ne glede na to, a to že veste ali ne, da se je 90 let nazaj, 100 let nazaj, približno v tistem času, dogajalo, naprimer, v Veliki Britaniji nekaj, kar je za današnje pojme skoraj nezamisljivo. To je serija o navadnih ljudeh, o delavcih. O delavcih. Glavno so neizobraženi, neuki, delavci. Garajo kot konji v tovarnah, ampak ti delavci so organizirani.
Ti delavci so organizirani v sindikate. In ti sindikati so močni kot hudič. In je fajn gledati to serijo, se lahko česa naučimo. Naprimer, o organiziranosti naprimer, delavskega gibanja ali pa o organiziranosti delavcev, ki se zavedajo nujnosti razrednega boja. Nečesa, česar danes v glavnem ljudje niti poznajo več ne. Niti izraza ne uporabljajo, kaj da bi še poznali, tudi sploh ne, izraza ne uporabljajo. Ne? Ampak Marx je bil glede tega popolnoma jasen. V kapitalizmu obstajata dva razreda, nujno obstajata. En razred je razred tistih, ki ima dostop do kapitala, potem je pa razred tistih, ki nima dostopa do kapitala. Pika. In med tema dvema razredoma je lahko samo boj, samo spopad. Ne more biti drugače. Bere harmonije, ni pa ljubezni, pa tovarištva, pa objemanja, pa poljubljanja. Samo spopad je, ker tisti, ki imajo kapital, ga hočejo biti še naprej. Logično. Tisti, ki ga pa nimajo, ga pa tudi hočejo imeti, ker vejo, da so izkoriščeni, da živijo v nepravičnem svetu. In da bi kaj storili, se je treba organizirati. Nič ne pomaga histerično upitje, dajmo nekaj narediti. Najprej se je treba organizirati. Ok? Gremo nazaj. Gremo v filmu. Do tega odhoda para v Evropo nikoli ne pride. Ker film hoče poudariti nekaj drugega. Film raziskuje, kaj se med njima dogaja. Zdaj, po tej novi informaciji. V bistvu sta se znašla, in to ni nategnjeno, če to rečem. V bistvu sta se znašla v novi problemski situaciji. V novi problemski situaciji. Kaj ti ženo zelo zanima, kdo je ta punca bila. Ona se ne zadovolji s podatkom, takrat so bila skupaj, potem sva se razšla, ona je pač tam umrla in jaz sem šel s teboj, mi dva sva zdaj že 45 let srečo skupaj poročena in tako naprej. Ona se s tem ne zadovolji. Njo zanima več, nekaj več jo zanima. In film se dogaja zelo počasi. Spet, za zunanjega opazovalca ni videti, da se kaj dogaja. Vsakdanje rutinsko življenje, mož počne to, ona počne ono, priprave na to obletnico mature, poroke tečejo. Ampak film je tako dobro narejen, da mi kot gledalci, ki imamo seveda distanco do dogajanja, imamo distanco, to je pomembno. Čutimo, da tukaj nekaj ni v redu. Lahko da je prej bilo, lahko da je 45 let bilo, zdaj pa ni več, nekaj ne štima. Na pogled je vse fajn, je vse v redu, pa vendar ni. Mož nič kaj dosti ne da vedeti, da bi za njega to veljalo. On živi naprej, ok, ne, fajn, da smo zvedeli končno, mogoče bomo šli res tja v Švico, bomo, ne. Ampak to je že to daleč nazaj, ni nič posebnega. Žena pa brska, žena pa, rečemo, raziskuje. Ne. In gre tudi med drugim podstrešje in brska po starih dokumentih in po starih dnevnikih in po starih fotografijah. In na eni fotografiji, in gleda te fotografije, si jih ogleduje, ko moža ni doma, in na eni fotografiji zagleda tudi to punco iz tistih časov. Pazite, to je tisto, kar je fascinantno pri tej zadevi. Veste, ta vzporednica s tem, o čemer zdaj govorimo, je izjemno dobra. Torej imamo problemsko situacijo, nekaj se dogaja, ženo nekaj zanima, preprosto se ne more pomiriti, aha, novica je prišla, ona je mrtva, tam se je odkrila, ok. Ne, nekaj je, en element je, ki jo matra, če lahko rečem. In film je izvrstno narejen. V enem samem kadru nam pokaže
fotografijo tistega dekleta, ki je noseče. Dekle je noseče. Samo vidimo, se vidi, da je noseča. In seveda, žena tako, wow, čakaj, ni to tako zelo preprosto, da sta ona, da pač sam malo bila tam skupaj, on niti ni kaj hotel biti z njo ali pa kaj takega, pa se pa ne, mislim, če bila noseča. En sam element. In film se konča tako, da vas sezuje. Film se konča neverjetno, ne smem povedati, ne bom. Ja, da nam uži. Ampak pogledajte si prosim ta film. Kaj sem hotel izluščiti? En strukturni element, ki je, in glede tega smo lahko optimisti, v življenju vsakega človeka ali pa občestva, družine, para, ali pa države, ali pa sveta, če hočete, se lahko, ni nujno, se pa lahko zgodi tole. Nenadoma se od nekod pojavi čisto po naključju en sam nov element. Lahko je informacija, lahko je podatek, lahko je dejstvo, lahko je fotka, lahko je žblj. In ta en element deluje tako, da se začnejo ljudje zbirati okrog njega. Na tem kraju tukaj sem že govoril pred časom, ko sem komentiral knjigo, ki je George Agamben napisal, Jezus pred Pilatom. Tak dogodek je bil Jezus Kristus. 2000 let približno nazaj, se nekje tam v Nazaretu, v Galilejskem jezeru, se vse enkje, nenadoma pojavi en človek. Se Jezus je bil takrat star približno 30 let. Se on je tam že živel 30 let. Se so ga poznali. Ampak evangelij, če spremljate, če beremo evangelij, kako se pravzaprav začnejo? Nekega dne, ampak dejansko je bilo tako, nekega jutra ima ta mož, ta človek, ki jo poznajo, en sam govor, recimo na Oljčni gori. In naenkrat, ne prej, pa ne kasneje, se začne širiti med ljudmi govorica. En človek se je pojavil, nekaj čudnega govori, nimamo čisto dobro kaj, ampak nekaj je na tem. Zgodbo poznate. In v filozofiji temu rečemo dogodek. Prej ali slej se bo zgodil dogodek. Nekaj bo dobilo status dogodka. Ta dogodek, kot pravi Alain Badiou, se pojavi v zavesti ljudi, posameznikov, enega, dveh, se ni važno koliko, kot nekaj novega, kot nekaj, kar jih enostavno, kar jih zagrabi. A veste, začetek ni ta, dajmo se usesti tukaj skupaj za eno okroglo mizo, naredimo načrt, kako bomo izvedli revolucijo, jutri bomo pa z revolucijo izvedli. Ne gre tako. Najprej, pred tem, to je lahko prvi korak, ampak obstaja ničti korak. Ničti korak je pa ta. Par let nazaj, leta 2011, Tahrir Square. Tahrir Square je že imel tak status. Ljudje se nenadoma začnejo zbirati. Seveda je bila prej infrastruktura, pa mošeje, pa širil se je glas, ampak vse ni važno, za zunanjega opazovalca. In če ste kaj spremljali to, jaz sem zelo pozorno. Obstaja en krasen trenutek, tudi ujet na filmsko kamero, ga imate na YouTube, ne vem, če je še eno, ampak v glavnem obstaja, kako to zgleda na ravni posameznika, posameznikove zavesti. Čist preprosto, naprimer, obstaja še drugih 1000 variant, ampak ta je dobra, za zapomniti. Dokler se ne zgodi ta dogodek, naprimer, zanimivo tale prizor. Greste po cesti in nenadoma vas ustavi, naprimer, policist in zahteva legitimacijo, ID. V vsakdanji situaciji
navadni, rutinski vsakdanji situaciji naredite kaj? Ja, pokažete mu jo, ne? On je policist, on ima pravico to zahtevati, vi jo imate pri sebi, mu jo pokažete, on jo pogleda, rutinsko, recimo, da vas ne prepozna kot terorista, reče nasviren in greste naprej. Vsakdanja rutinska situacija. V tem trenutku, ko se zgodi recimo Tahrir Square, se pa zgodilo nekaj drugega. Dogodek je bil sicer enak. Greste po cesti, nekdo gre po cesti, policist pride, nekaj mu reče ID. Ta človek zdaj je že potopljen v ta nov dogodek, Tahrir Square. Celo da se to zgodi 100 metrov stran od tega trga. Kaj ta človek v tistem trenutku naredi? Naredi nekaj, če bi ga vprašali pol ure prej, kaj bo naredil, vam tega ne bi znal povedati. Bi rekel, ja, pokazal bi mu ID, ne? On sam ni vedel, kaj bo v tej situaciji naredil. In kaj je naredil v tej konkretni situaciji. Policistu je rekel, fuck off. Zame v tem trenutku nisi več avtoriteta. Dogaja se nekaj novega, družbena struktura razpada, družbene vloge se spreminjajo, zame ti nisi več mucaj. Nekaj podobnega se je dogajalo, v glavnem ste še premladi, da bi to spremljali, jaz pa sem. Ko so padale socialistične države, med drugim Romunija. Jaz sem dovolj star, da sem v živo gledal, kaj se je dogajalo, no nekateri imamo dovolj silnih las, smo to gledali. Kaj se je dogajalo takrat v Romuniji? V Bukarešti. Ko sta zakonca Čaušesku kot diktatorja, pazite to zdaj, ampak dobesedno tako je bilo. Dobesedno, prejšnji dan sta bila še diktatorja. On je bil predsednik, ona je bila njegova žena, Elena, bla, 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 bila sta močna, bla, to vsi so bali. Potem se pa začne neko gibanje med ljudmi. Vedeli so že, ljudje so imeli informacije, vzhodna Nemčija je padla, Una je padla, skratka, ljudje so čutili, nekaj se dogaja. In kaj se je zgodilo? V določenem trenutku teh dveh zakoncev preprosto noben več ne šmerglo. In tisti, ki smo opazovali to v živo, ker so snema, prenašali so v živo, kaj se je dogajalo? Bežala sta ko zajca. Ta silna diktatorja, ki sta odgovorna za smrt, ne vem, milijonov ljudi, bežita ko zajca tam po nekih rovih in hodnikih in tako naprej, pa sprobala sta pobegati s helikopterjem kot najbolj bedna strahopeca na tem svetu, ker je simbolna struktura sveta v tistem, recimo v Romuniji, v tistem trenutku je kratko malo razpadla. Prosim. To se zgodi tudi s Himmlerjem v tem filmu The Decent One. Ko on v bistvu najprej zaželen, na koncu ga pa sploh nobeden noče vzeti, niti navadni vojaki. Pravzaprav. Naprej pa res poglavar imperija, poleg Hitlerja. Ja, enako. In to je tisto, kar je optimistično. A veste, kar nam pove, kako je simbolni svet, v katerem živimo, kako je pravzaprav neverjetno krat. Kako se lahko, ne empirični svet, sej tovarne še zmer stojijo, pa una palača v Bukarešti, jaz sem si jo šel pogledal, gigantska, ne, če ste bili tam v Čaušeskovi palači, pa to je pol mesta. To je neverjetna bajta, to je konglomerat, pa to je neverjetno. Empirično je pravzaprav vse enako, ampak mi smo bistveno simbolne bitja. In ko začnejo simbolne strukture razpadati, policist nenadoma ni več policist. He's just another guy. Samo pač še en človek je. In tiste epolete, vse tisto, kar ima, ne pomenijo nič. In to je tisto, kar pravzaprav se prej ali slej nujno zgodi in zgodovina priča o tem. Simbolne strukture začnejo razpadati. Ampak simbolne strukture ne morajo tako razpadati, kot sem prej rekel. Usedimo se, naredimo načrt, pa jih bomo razsuli. Ne, same se bodo začele razsuvati. In nihče ne more vedeti za par dni vnaprej, kdaj se bo to zgodilo, ker je to stvar, temu rečemo, da je to kontingentni dogodek. Ta dogodek, okrog katerega se lahko začne spletati nekaj novega, je radikalno nenapovedljiv. Zato ne moramo odgovoriti, kaj narediti, kdaj, kdo ve in tako naprej. Lahko probamo, lahko razmišljamo to vnaprej, gravamo scenarije, kakršne hočete. Ampak zagotovo se bo stvar zgodila tako, da bo tudi za nas popolnoma presenetljiva.
Tudi mi bomo rekli, wow, veš, na to pa sploh pomislil ne bi. Zagotovo se bo tako zgodilo. In tukaj se moramo ustaviti, ker potem bi samo še špekulirali, če bi nadaljevali. Ne vemo, kdaj bo, ne vemo, kje bo, ne vemo, kako bo. Vemo samo, da zagotovo bo. Ali pa, če še lahko en čist materialističen vložek dodamo, danes lahko racionalno, upravičeno, z veliko mero gotovosti trdimo, da bo pri vsem tem imelo pomembno vlogo segrevanje ozračja. Pomembno vlogo bo imelo segrevanje ozračja, zato ker, če opazujete te krivulje, če se spoznate kaj, saj malo, recimo na teorijo kaosa, veste, da obstaja a tipping point, da ima vsak kaotičen sistem točko preloma. Se pravi, ko se določene fluktuacije povečajo do take mere, da dosežejo pač to kritično točko, se sistem sam od sebe sesuje. Ni to važno, kaj si mi mislimo, ali molimo takrat, ali ga zaklinjamo, ali ga probamo rešiti, sistem se sam od sebe. In mi živimo ne samo v enem kaotičnem sistemu, mi živimo v številnih kaotičnih sistemih. Družba sama je pravzaprav kaotični sistem. Ko rečem kaotični, ne mislim neurejen. Nasprotno, če kaj veste o teoriji kaosa, veste, da je kaos ekstremno urejen. Ekstremno je determiniran pravzaprav. Ampak narejen je na nelinearen način. Narejen je tako, da pač je izjemno občutljiv na spremembe, na začetne pogoje, na fluktuacije in tako naprej. In ko se to sešteje in namnoži in bla, 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 to opisujejo pač zapletenimi algoritmi, se sesuje samo od sebe. In mi, ko poganjamo, ko pristajamo, seveda, ker vse bolj ali manj, bodimo iskreni, vse veliko možnosti nimamo. Zdaj ne je zunaj minus ne vem koliko, vse mi moramo kurti. Vse moramo kurti, ne moramo zdaj reči, ja, mi smo pa proti kapitalizmu, mi doma pa nomo kurili. Pridem jaz zdaj domov in rečem, deca, veste kaj, od danes naprej ne bomo več kurili, lejte, nafta spušča v zrak ne vem koga že, geotermalne vrtine še nimamo, na sončne celice se tudi nekako še ne moramo ogrevati, bomo mi zdaj kar lepo nekako utrjevali svoje telo, pa se bomo šli Ne morete tega narediti. Zdaj tudi, če hočete, ne boste prišli daleč. Prav, mi smo prisiljeni, ja, igra, moramo igrati. Ampak mi forsiramo s tem svojim načinom življenja, in vsakdo pač prispeva en svoj delček, mi forsiramo, mi potiskamo kaotične sisteme, da se bodo zlomili še hitreje. Vsako resno razmišljanje, ne mainstreamovsko, ampak resno razmišljanje o gospodarski rasti forsira sistem. Vsako razmišljanje, ja, 3% rast je dobra, 2,5% pa to že ni toliko fajn, ali pa Kitajska, recimo, danes ste slišali kitajskega predsednika, 6,9% rast je bila in on je rekel, to je nova norma. Zdaj ne bomo več po 15% rasli, ampak zdaj naprej bomo pa rasli 6,9%. Če veste kaj o kaotičnih sistemih, potem se morate prijeti za glavo. Če veste, kaj je eksponencialna funkcija, se morate držati za glavo. Kaj pomeni 6,9% rast, recimo v 10 letih, ko se podvoji količina izdelkov, količina porabljene energije, količina avtomobilov na cesti in tako naprej. Ja, kam ljuba duša boste pa dali vse to? Zemlja je končno velika, ne gre, preprosto ne gre. In vse to pospeševanje bo imelo pomembno vlogo pri tem, kar sem ravno kar govoril. Ker nekega dne bodo ljudje, ali pa bomo, jaz ne kdaj bo to, bomo samo zaprepadeno ugotavljali, a veste, tako kot v unem filmu od Larsa von Trierja Melanholija. Lahko samo še čičamo dol in gledamo, kako se nam ta drug planet, ker je inevitable, enostavno reče, ok, naredimo še Magic Key, ampak to je pa vse, kar lahko naredimo. Nažalost, sem jaz v tem smislu pesimist. Pesimist, ker če se vrnemo k tej teoriji, začetku teorije učenja, evolucijsko, recimo, če pomislite, če bi se malo poigrali, približno, pravijo paleoantropologi in drugi, približno nekje tam 70 000 let nazaj, neka kataklizma, neka katastrofa, nek vulkan je raznesel, ne vem kaj že, je v tistem času, to ni daleč, pravzaprav, 70 000 let nazaj, toliko z velika evolucija, je na svetu živelo od 5 do 10 000 ljudi. Od 5 do 10 000, ker vsi ostali so preprosto umrli v tej kataklizmi. 5 do 10, pazite zdaj, če o tem razmišljate, to je zelo zanimivo se s tem ukvarjati. 5 do 10 000 ljudi
Na celem svetu, si predstavljate. Pomeni vsake kvadre eden. Dobro, so v hordah živeli, ni bilo tako, ampak bilo jih je malo teh hord, ne? Zemlja je velika. 5 do 10 tisoč ljudi. Tukaj spravite tle noter. Ni tle, tole knjižnica. Hodi po celem svetu. V skrajno neprijaznih razmerah za preživetje. Ampak so preživeli. So preživeli. Jaz ne bi bil tukaj. Hudičevo veliko vprašanje je, če bomo preživeli mi. Z vidika teorij učenja je veliko vprašanje, ali sploh še imamo dovolj časa, da se naučimo preživeti. Kot kolektiv, kot človeštvo. Naučimo. A znamo pogruntati, še nikoli v zgodovini človeštva se celotno človeštvo ni znašlo v taki situaciji, kot smo mi zdaj. V taki situaciji, se pravi, živimo, ne tako kot oni pred 70 tisoč let, velika kataklizma, vulkan raznese, nimaš kaj, probaš preživeti. Ne, mi živimo v sorazmerno, a pa saj v Evropi, ne, če niste glede Sirije, mi živimo v sorazmerno mirnem svetu, bolj ali manj nam gre dobro, imamo dobrine, imamo avte, imamo nafto, imamo hiše, imamo bla, 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 bla. Sorazmerno dobro nam gre. Pa vendar je mogoče ravno to tudi ni tako zelo fajn. Ne? Se nam lahko zgodi, da bomo preprosto prepozno ugotovili, da je prepozno. Lahko, nisem rekel, da se bo, ampak lahko bi se pa. Ker bolj ko preučujemo odzive ljudi, bolj ugotavljamo, koliko iracionalnih odzivov je. Nekaj sem jih že prej omenil. Kaj bi človek upravičeno pričakoval? Ne vem, če ste spremljali to pariško konferenco. A veste, dokdaj naj bi jo parlamenti ratificirali? To je bilo zdaj samo napisano. Še ratificirana ni. A veste, dokdaj? Do leta 2020. Prav, 4 leta se praskamo po jajcih, vsej, imamo še cajt. Ne, nimamo. In tudi, če bo do leta 2020 ratificirana, a veste, kdaj se začela izvajati? Da vem, 2050. Vse po drugi strani pa logično, če za tem stoji kapital, da se to razme. Sej to je tisto, kar nas pravzaprav pomalem tudi jezi. Včeraj sem dal eno primerjavo, pa bom še, zdajle tukaj je dal, sedaj sem predavanje v Kožu v Ljubljani. Če pomislite na tole vzporednico, ne sam kapital, pomislite še na nekaj. Slovenija je stara 25 let. 25 let. 2 milijona ljudi, roughly. 2 milijona ljudi, okej? Bolj ali manj opazuje, kako jo sesuva, uničuje, krade, pohablja, pazite zdaj, ne 100 000 banditov, 100 banditov, brez unih 1000, pazite še enkrat, 2 milijona ljudi, bolj ali manj gleda 100 ljudi, ki so pravzaprav razmontirali državo na prafaktorje. Se strinjam z vami, ampak moram postaviti tudi drugo vprašanje. Kaj dela 2 milijona ljudi ali pa 1 999 900? 25 let, ne 3 tedne, pa 2 meseca. Četrt stoletja. V glavnem nič. Sam povejmo zgodbo v celoti. Ja, kapital, ampak poglejmo zgodbo v celoti. In seveda, veste, tukaj se pa zaustri to začetno razmišljanje o igri. Igra ne more teči, če 2 milijona ljudi tako ali drugače ne pristaja na to igro. Tako ali drugače. Ker če rečemo, se lahko rečemo, lahko pa rečemo, naprimer, spet, vzemimo še eno vzporednico. To so zanimive zgodovinske zadeve, če jih tako date v kontekst, po njih razmišljate. Leta 1347 se začne v Evropi kuga. Izbruhne kuga. Kuga, ki do leta 1350, 51 pobere po zadnjih izsledkih skoraj, ne tretjino, več, skoraj polovico Evrope. Skoraj vsak drugi človek v približno 3-4 letih v Evropi umre. Ker se takratnim prebivalcem Evrope
sanjalo ni. Kaj se dogaja? Takrat ni bilo enega samega človeka, ki bi kaj vedel o bakterijah in o razmnoževanju bakterij in zakaj pač ti ljudje, da o antibiotikih ne govorimo. Samo, ne, to so nore zadeve. Veste, statistično ima tudi taka bolezen, epidemija gigantskih razsežnosti, ima pravzaprav neko svojo inherentno logiko. Približno leta 1350, 51, kaj bi odrezal? Jo ni več. Kot da bi obstajal statističen ali pa nek algoritem, matematični algoritem, toliko jih bo umrlo, tisti, ki niso dovolj imuni, ki so potem pa preprosto sama bakterija nima več pogojev, da bi se naprej razmnoževala, kuga in konc. Noben jo ni zdravo, se itak niso znali. Ampak je minila, dobesedno je minila sama od sebe. Ampak danes je zadeva neprimerno hujša. Zakaj? Prvič zato, ker imamo, le se to, kar ste rekel, teorija sodelja, ne samo teorija sodelja. Danes imamo na voljo pravzaprav vse možno znanje, kaj narediti. Mi imamo na voljo znanja, kolikor hočete. Kako pocuzati CO2 iz zraka, pa ga skladiščiti v zemlji. Tehnologije bi lahko razvili praktično čez noč. Imamo znanje, recimo humanistično znanje, psihološko znanje, antropološko znanje in tako dalje, tako dalje, tako dalje. Kaj narediti? Danes me je nekdo recimo vprašal, a bi morali, ne vem, kapitaliste razlastiti in požgati njihove palače, tako kot so nekoč kmetje požgali grofovom. Rekel, ne. Mi imamo dovolj znanja, mi imamo dovolj knjig napisanih, kako bi se lahko dogovorili, treba bene revolucije, kako bi se lahko dogovorili, da bi, na primer, delavci participirali pri dobičkih, ki so itak njihovi. Za začetek, participirali, se pravi, mi bi se lahko, pazite, zdaj namenoma bom rekel nekaj, kar bo zvenelo zelo naivno, pa v resnici ni. Racionalna bitja bi se lahko dogovorila, kako deliti dobičke, da bodo dobili ljudje, zdaj bom nekaj heretičnega rekel, ta ideja je bila že upisana v nek drug register pod besedo komunizem. Namenoma o tem govorim. Sem napisal tudi knjigo za slovom komunizem, zaradi tega, da bodo ljudje dobili, pustimo to po potrebah in tako naprej. Ne, ampak da bodo dobili vsaj proporcionalno toliko dobička, koliko so ga tudi ustvarjali. Saj ga delavci ustvarjajo, saj dobička ne ustvarjajo menedžeri. Mimo grede, še ena taka drobna usporednica, čist majhna, nano usporednica. Danes, če se peljem v službo, bilo je -9. To, ki je kazal, tale naprava je kazala. In tam v Domžalah se pred mano pelje tale pobirajo smeti. In kaj vidite? Kaj vidim zjutraj? Pri -9 stoji tam možakarja, vsak, vse veste, kako tam za neko štango se vsak drži, pri -9 se vozita ob 6 zjutraj. Na odprtem. Veter piha, mraz je, kot hudič in tako naprej, se pravi, občutek je slabši, kot mi, in pobirata za nami smeti. Njuna plača je pa verjetno, zdaj ugibam, ampak dvomim, da je 1500 evrov na mesec. Sam, če mene vprašate, jaz bi jim dal pa 5000. Jaz bi jim pa dal 5000 na mesec, ker upravljata delo, ki je izjemno, ekstremno, naporno, nevarno, ogroženo zdravje in tako dalje in tako dalje. Evo. Poskusite, ne, pustimo zažiganje gradov, poskusite s kakšno tako idejo, pa boste hitro videli, kje pravzaprav je to človeštvo v luči, rekel, teorij učenja. Dovolj znanja je, ampak vprašanje je, samo takoj, vprašanje je, ali se je sploh še mogoče upirati iracionalnostim samega kapitala. Te se pa strinjam z vami. Jaz predlagam, da naredimo, kaj ste zdaj rekel. Naredimo to. Ne, naredimo točno to delovno skupino, ki to prouči, kaj ste zdaj rekli, kavo pol, naredimo kavo pol, nič. Počakamo pa vidimo kavo. Naredimo to, pripeljamo do platforme, pač platforme mislim, do izdelka. Iz delovno skupino.
Jaz priznam, da mi je taka ideja všeč, zato ker me takoj spomni, ker pravim, sem dovolj star, da se spomnim razmišljanj še v stari jugi, ki so, pa ne samo v jugi, tudi v Franciji recimo v tem velikem, ki so dali take skupine, ki so nastali, dejansko so nastali anarhistične skupine, ki so dale fenomenalne rezultate. Fantastično. Ne pa se imenovati anarhistične skupine, to skupino, pač neko vedno ime, neko pika polonijsko ime. Se ni varno. Ja, se ni varno. Neko ex libri ime, ki bo zazehati. Pa se pa gremo to tukaj. Naprimer, imam pa še en drug predlog pravzaprav, ne? Ker to je bilo tako, naredno to je tako populistično se sliši, če me vprašate, ampak imam pa v bistvu, mislim, da eno vprašanje. Nimam več vprašanj, ampak imam, to vprašanje. Sam mimo grede, povejte mi, koliko je ura, da bom jaz se znovu vnašal. 8 minut, če imate čas. 8, ja, hvala, toliko da razumem. Ja, kot celoto tega predavanja, celoto vzemo v obzir, se pravi nekaj, da se zakroži. Se pravi, omenjam zadnja neka taka močna točka bila tisti element, ki se ga v filozofiji imenuje dogodek, verjetno z veliko D, Zdaj, me zanima, jaz se znam izražati najboljše, tako da, če bi prosim razumeli, imamo nek marmor, ta marmor ima marmorno zadevo, marmorno pred sabo. Ta marmor ima neke sive lise noter, recimo da so to struktura marmorja. Zdaj pa imamo eno posebno iglo, pač ko je Hermes vzel v svoje roke, pa je odvrgal tja, pa to iglo nekdo dobi, pa jo zapiči noter eno strukturno točko. Pa pač vidi, da lahko gre skozi, mislim, kiparje rečemo, da je v skladu. Pa začuden, ne ve pač, kdo se dotakne, pa gre noter in potem na eni točki kip razpade. Mislim, kip, ta marmor razpade. Spravi, mene zanima, mislim, pustimo zdaj, kaj je Hermes naredil, pa recimo, da je to naredil. Če obstaja marmor, mislim, tu vprašanje, ne če obstaja igla, a obstaja marmor tule, ki Je dovolj čvrst. Ki nekaj je dovolj čvrst. Najde se bo prečvrst marmor, se bo našel. Prečvrst marmor se bo našel. Ampak obstaja marmor, obstaja se bo marmor, ampak hoče ta marmor v bistvu sistema. In obstaja tako vprašanje, te strukturne točke marmora, ki se lahko nekdo upiče v njih, sam iglo tisto, samo to nevralgično točko, dosti počasi, sam rije noter, nič drugega. Dokler se ne razpade. Ne sistem pač, marmor, sistem. Seveda obstaja, sej na neki, veste, jaz si tako predstavljam, recimo fluktuacije, ko govorimo o fluktuacijah, vedno govorimo o absolutnem pragu, recimo nevronalne, dokaj časa so pod tem pragom, pa če sprožijo nobenega učinka, če niti ne zazna, prag zaznava. Poglejte samo ta trenutek zdajle, kaj se dogaja. To se dogaja pred našimi očmi. Ta trenutek zdajle, dobesedno, ko mi tukaj sedimo in razpravljamo, se dogaja v Sloveniji to, da nekdo, minister Mramor, da predlog, torej ministru za vlade, da bi odstopil. In minister vlade ne sprejme njegovega predloga. In vesoljna Slovenija seveda to spremlja. Kaj bo kdo rekel, če greste na forume, vidite, da se to komentira in tako naprej. Kaj pa je to drugega, kot recimo ena od verjetno zamujenih priložnosti, da vesoljna Slovenija, da ljudje preprosto rečejo, zdaj imamo pa mi tega sprenevedanja kratko, malo dovolj, pa kaj se vi za Boga greste? Spet isto vprašanje, kar sem prej rekel. Pred našimi očmi poslušamo nebuloze, da te glava peče. Se je vrnil denar, pa pokesal, se je tudi drugače, pa toliko fajn dečko, ali pa prej sem slišal, ko sem se peljal iz službe, je nekdo iz njegove stranke, iz SMC, rekel, ja, veste,
zdaj pa res ne moramo ga kar odstaviti, se je glih kar priznanja dobil. Kaj ne moramo? Mislim, po kateri logiki? Ampak pač spremljamo, ne? Zame je seveda ključno vprašanje, kdaj bo eden od takih dogodkov je kakor hočete, nenehno se dogajajo, oziroma tako bla pojavljajo se, ampak ne presežejo praga. In to je, velja reči še enkrat, to, kar sem prej povedal, ne vemo, kdaj to bo. Ne vemo, preprosto ne moramo povedati, kdaj bo dovolj ljudi reklo, mislim, dobro je, zdaj imamo pa res tega dosti, zdaj pa ne samo, da smo to rekli, pridemo k dejanjem, ne vemo. Ne? Nobena logika nam ne pomaga, ampak lahko se to zgodi že jutri zjutraj. Samo pomislite spet, zdaj to je tudi psihološko zanimivo vprašanje. Zakaj recimo približno tam od 40 do 50% ljudi ne hodi na volitve sploh? To je pol prebivalstva, ki ima pravico. Kaj psihološko vzeto, to meni izjemno zanima, kaj se z njimi dogaja. Ne? Kaj je tudi seveda z vidika kapitala. Poglejte, enako vprašanje lahko postavimo. Ljudje so v glavnem, pravim spet, v glavnem, pustimo zdaj elito je tako vse ima, ampak v glavnem so ljudje nezadovoljni. Bolj, manj, vse ni važno, vzemite lestvico od 1 do 100 pa se razporedijo po eni krivulji. So nezadovoljni. Ampak psihološki mehanizem, ki deluje, je pa zelo močen. Ljudje svojega nezadovoljstva preprosto ne upajo izraziti. Enostavno se bojijo, sploh pa v javnosti. Sej na kakšnem forum se že skriješ, pa kakšen Twitter pošljaš, pa to ni isto. Ne? To, kar je Kant imenoval javna raba uma, tega nimate za vzorc, naprimer. Zdaj, kako spet, na te psihološke mehanizme vplivati, da bodo ljudje recimo začeli misliti? Moj odgovor je, pojma nimam. To je moj pošten odgovor. Zdaj pa že 8 minut minilo. 3 še imate. A ja, še 3, pa počas caj. Imaš še kako vprašanje? No, samo gledajte, eno čisto kratko, tudi mi smo imeli 3 leta nazaj eno tako točko, tretji upor, po katerem je recimo tista vlada pada. Ne, Maribor. Po Mariboru je bil tretji v Ljubljani. Ja, Maribor je bil začetek, tretji je bil pa, bi rekel, tisti, ki je zacementirano, bi rekel, skoraj da nedomljivo močno prejšnjo vlado, enostavno se su. Politika se hitro prilagodila. Kaj se sam premešal? Ja, ampak še ta dogodek, to je bil D. Mislim, da je bil. Ja, se to potrjuje, kar pravim. Ampak 2 meseca nazaj pred tem tega niste mogli vedeti. No, jaz imam eno samo vprašanje. Glede na ta upor, ki je bil, takrat se v bistvu nekako ena inercija v raju, v ljudeh se je dvignila, da so imeli še neko moč, da bi se uprli sistemu pa državi ali pa teh političnih strukturam. Zdaj, 3 leta potem. Je pa izvenelo. A imamo sploh še ta potencial pa to moč? To je dobro vprašanje, ker imamo čist malo časa, lahko dam celo en tak odgovor, ki je meni blazno všeč. Še eno vprašanje. Evo, meni je to blazno všeč, ko govorite o tem. Vzemite spet eno preprosto usporednico. Imate doma, ne vem, najstnika, ki, nekaj se mu ne da, pa vleče se po svetu in podobno. Ta najstnik nekega dne pride domov poln energije, gledate, rečete, kaj se je pa zgodilo? Seveda že vnaprej veste, kaj je odgovor, zaljubil se je. Torej, v vsakem človeku je dovolj potencijala, vedno, vprašanje je samo, kaj je tisto, kar ga vam pocuza. No, še vi pa moram pa jeti. Ja, ali pa tudi ne, če hočete. To sem pač malo predlagam za naslednje šolsko leto temo predlagam. Usporedno, poleg teh psihoanalize in filmov bi predlagal še eno temo. Edina težava je, da sem se jaz to inštitucijo že zmenil, da tega ne bo več. To je nova, ne? Tista nova zadeva. Tako jaz predlagam. Spravi 7 predavanj na temo, že dan če omenjena, mislim, ne bo potegnil, misliti šolo, danes.